v tistem trenutku, ko je to treba vzeti, res dobro pripravljen, fit, biti miren, biti drzen, imeti ta prav dan, imeti srečo, vse skupaj se mora poklopiti, da lahko vzameš zlato olimpijsko kolajno ali pa tudi bronasto pa srebrno ali pa zmago na svetovnem prvenstvu. Pozdravljeni v novem Ljubno podcastu. Danes z mano prav poseben gost, Zoran Zupančič. Kdo je Zoran Zupančič? Ja, živa Špela. Mislim, da dobro veš, kdo to je. Ja, trenutno trener ženskih smučark, skakalk, reprezentanca, prej tudi trener v panožni šoli, še prej trener v klubu in pa še prej tudi študent pa bivši skakalec, bom tako rekel. Najprej bi mi odgovoril na eno vprašanje mojega prejšnjega gosta. Pogovarjala sva se o primerjavi ženski moški skoki in je Čuk spovedal, da je njemu osebno ženska tehnika veliko bolj dovršena in lepše gledljiva kot moška. Je pa rekel, da moram za več informacij povprašati tebe. Ja, zdaj, seveda, smučarski skoki vsebujejo kar veliko estetike. Vemo, da tam, kjer je veliko estetike, tehnike, se lahko ženski del bistveno bolj primerja oziroma tudi prekaša moški del. Jaz mislim, da v smučarskih skokih, kljub temu, da so nekako res nekatere punce že res prišle do neke dovršene tehnike, da je še vsem teh fantov nekaj več, ampak ja, mislim, da smo v zadnjem letu naredili toliko veliko, tak napredek v ženskih skokih, da je vse skupaj postalo bistveno bolj gledljivo in zanimivo, kar je tudi prav, vsekakor pa je tukaj še nekaj prostora za razvoj. Sigurno, vedno je prostor za napredek. Pa ostaniva pri puncah. Kako je bilo tebi začeti trenirati punce? Verjetno si prej kot trener na začetku imel bolj fante, ali se motim? Ja, sigurno, jaz sem prej delal v klubu že in že takrat so se začele pojavljati te prve tekmovalke tvojih let. Sam sem recimo v klubu imel Barbaro Klinec in pa potem kasneje še ostale. Ko sem prišel v panožno šolo, sem dobil potem tudi še ostale in tam noter sem imel mešane ekipe. Vedno se mi je tako dogajalo, da je v ekipi bila najmočnejši člen punca in potem se je to mene kar nekako prijelo, da sem sam mogel pač hoditi na te tekmovanja, ki so bile v bistvu za dekleta, in na koncu je iz tega zrasla prva ekipa ženska tudi v šolah in ja, najprej sem bil trener mladinske reprezentance. Bili smo zelo uspešni, no, in ja, to se kar potem nadaljevalo in še zdaj traja. Kaj pa, ko si ti sam treniral? Je bila kakšna punca ali takrat še ste bili bolj samo fantje? Ja, sigurno so bile, ne toliko kot zdaj. Že pred mano so bile, mislim, da se je ena pisala Pibernik že leta 75, še iz časov, ne vem, Primoža Ulaga ali pa še prej. Ja, takrat, ko sem treniral sam, je prišla kakšna posameznica, sam se spomnim, prav v Mostecu je skakala ena punca, ampak je bila res takrat edina. Potem se je pa to začelo tam nekje s tistimi 85 do 90 letnice, ki so bile prve, Tanja Vovčak, potem Maja Vtič, ena prvih in še nekatere
te naše starejše tekmovalke, Monika Pogladič, potem naslednja in potem si zelo hitro tudi že ti na vrsti, dobro še Katja Požun, Eva Logar, ja, zdaj bi jih lahko še nekaj naštel, no. To so pač te naše prve punce, s katerim se je pol tudi vse skupaj razvilo in vse skupaj pripeljalo do svetovnega pokala. Ko si začel svojo trenersko pot, si kdaj predstavljal, jaz, Zoran Zupančič, bom trener najuspešnejše ženske reprezentance v smučarskih skokih? Ko sem začel, ne, me je pa to, ja, sem pa pač imel željo vedno ostati v športu pri skokih. Sam sem bil tekmovalec, tudi reprezentant. Bil sem bolj tiste vrste, ko smo res, kako naj rečem, bili bistveno bolj natrenirani v telovadnici kot pa na skakalnici, tako da sam sem bil atletski skakalni tip. Žal me zrak pol, ker sem bil malenkost starejši, ne več toliko maral, tako da ja, sem pristal na koncu na fakulteti za šport in zadevo zapeljal v to smer. Ostal sem v klubu kot trener mlajših kategorij najprej. V bistvu celo paleto izkušenj imam od začetnikov do mladinskih kategorij in deklet, moških, kombiniranih skupin. Ja, in ja, na koncu zdaj tukaj sem trenutno v ženski reprezentanci, kam bo pot peljala dalje, pojma nimam zaenkrat, se imamo v redu, kdaj je super v redu, kdaj je tudi težko za glavo, ampak ja, tak je šport, treba je vse skupaj prenesti in pa to, kar počnem, rad počnem. Delamo na tak način, no, da poskušamo narediti, da na ta način, da pomagamo puncam dosegati njihove cilje. Kaj bi rekel, da si šteješ kot največji dosežek do sedaj? Ja, to se je vse skupaj začelo s temi mladinskimi tekmovanji. Bili smo res zelo uspešni, kar načeloma mnogo stvari, ki so bile za vzeti, smo jih vzeli. Ko sem prišel v A reprezentanco, sem pač želel dvigniti nivo. To nam je potem tudi v nekih 2 letih uspelo. Zdaj, če sam ocenim, kot ekipo, za katero skrbim, je vsekakor največji dosežek, kar lahko ekipa doseže, je pokal narodov. Če pogledam posameznico, tekmovalko, je verjetno najtežje osvojljiva stvar overall veliki kristalni globus. Potem so pa te stvari, ki so pa tudi zelo težko osvojljive, a ne? In to so te stvari, ki moraš biti res v tistem trenutku, ko je to treba vzeti, res dobro pripravljen, fit, biti miren, biti drzen, imeti ta prav dan, imeti srečo, vse skupaj se mora poklopiti, da lahko vzameš zlato olimpijsko kolajno ali pa tudi bronasto pa srebrno ali pa zmago na svetovnem prvenstvu. Ja, to so tiste stvari. Zaenkrat nam je to res vse uspelo, zdaj na koncu še svetovni rekord in ja, ko pogledaš nazaj, ja, vsak misli, da nimamo nič več za osvojiti, ampak ja, jaz mislim, da ciljev v športu nikdar ne zmanjka in poskušamo narediti vse, da bo tega še več. Se pa vsekakor v zadnjih letih dogaja, no, da nekateri to težko gledajo in poskušajo neprestano stvari spreminjati. Ja, jaz upam, da bomo zadeve čim prej pokapirali, pogruntali in da smo spet čim prej čim bolj tam, kot si želimo. Ne dvomim o tem. Ko si ravno omenjal svetovni rekord, punce so prvič letele. Dolgo časa smo čakali na ta trenutek. Kako je bilo tebi kot trenerju stati na
na trenerski tribuni in spustiti tekmovalko na letalnici? Ja, to je bil res en poseben, res poseben trenutek, tako posebno stanje, napetost, pa vendar so punce vse tiste dni prej, ko so nam celo odpovedali en uraden trening, nekako delovale mirne, samozavestne, pripravljene, nobena ni kazala kakšnega pretiranego strahu. Povsod od zadaj v glavah je verjetno tekel en film, kaj se lahko vse zgodi. Ja, bilo je kar veliko napetosti, ampak potem, ko je japonski trener zamahnil prvi tekmovalki Yuki Ito, ko je skočila čez 180 metrov, takrat je tako, kakor da bi eden prerezal nek bazen tam na vrtu, pa se je vse tista napetost razlila pa vse posod. Ja, od takrat naprej je bilo potem vse lažje in tudi sam sem bistveno lažje zamahnil. Niki Križnar, ki je bila takrat prva tekmovalka in pa kasneje še Emi Klinec. Kaj pa občutek novega svetovnega rekorda, ženskega svetovnega rekorda? Vsi smo vedeli, da ima zelo dobra v letenju, ampak noben si ni predstavljal, da bo letela do te magične njene meje. Ja, zdaj imamo res en tak način skakanja, pa mislim, da se mi, skoraj verjetno je bilo tako, no, glede na to, kako Ema deluje in kako se pripravlja, je bila, mislim, da z glavo tam. Ona je Ema je šla gor in je pač rekla, da ne gre skočiti, ampak da gre po svetovni rekord. To se je pri njej nekako videlo, ko je v tem zadnjem delu sezone res ostajala fokusirana in potem je to tako, no, da se pač mora ohraniti nek ritem dela, tekmovalec gre v nek svoj beta, zeta stanje, ne vem, in takrat to opaziš in vidiš, da pač moraš samo ohraniti ritem, da te ne zmotijo kakšne druge stvari z opremo, z vsemi ostalimi stvarmi, kar se ti jih lahko takole na poti oziroma v hotelu pojavi in pač vodiš tekmovalko brez kakšnih dodatnih drastičnih sprememb. Ja, in Ema je takrat zafunkcionirala perfektno in je pač trenutna svetovna rekorderka. Ne, pa zanima še nekaj. Vedno se pogovarjamo večinoma o mentalnem stanju tekmovalcev. Kako to vse mentalno vpliva na trenerje? Kako imate kaj posebno pripravo? Vi ste vseeno prvi, če rezultati niso dobri in prvi, če so rezultati dobri. Tako bom rekel, sam se dosti natančno zavedam teh feelingov v sebi, ko si bil vesel, ko si zmagal in pa ko si bil razočaran, ko ti ni šlo. Vedno si takrat, ko ti ni šlo, bistveno bolj grav, ampak vse skupaj je pač pol treba postaviti na noge. To so take malenkosti, ki sploh niso odvisne toliko od dela, ker če bi pač bili najboljši tisti, ki najbolj trenirajo, bi bilo to dovolj simpel. Nekako se moraš zložiti, razumeti način dela, razumeti samo tehniko, razumeti trenerja, predvsem zaupati navodilom na tak način, da jih lahko tvoje telo v tem ekstremnem okolju naredi. Se pravi, to zaupanje mora biti na visokem nivoju, če tega ni, pol ima telo blokado. Najprej treba to, da trener in tekmovalka dobita tisto skupno točko, šele na to začne
tekmovalka oziroma njeno telo to sprejemati, da se začne to na skakalnici dogajati. Ko ne gre, je seveda težko. Zdaj, kako to jaz čutim kot trener pri svojih tekmovalkah? K sreč smo v zadnjih letih kar nekaj teh veselih trenutkov imeli. Vsekakor si pa kot trener želim, da bi funkcionirala, delovala cela ekipa. Ja, in vedno moraš pač tudi en kanček empatije pač pokazati tistim tekmovalkam, ki jim ne uspeva. Zdaj vzroki, zakaj ne uspeva. Če bi bilo po moje, bi jaz velikokrat te kolajne, nagrade kdaj potalal po pridnosti. Mislim, vsi skupaj moramo zavedati, da tekmovalke, ki so, ne vem, 4., 5., 6. kolo za ekipo ogromno pomenijo, da brez njih verjetno tudi tiste, ki so najboljše, ne bi bile tam, kot so, ker pač ti na treningu potrebuješ sparing partnerja, sotekmovalca, podpornika, nekdo, da te spodbuja, nekdo, da pač tekmuješ z njim pri vseh vajah in res poskušam narediti vse ali pa veliko, da se tudi s tistim tekmovalkam, ki trenutno še ne dosegajo teh vrhunskih rezultatov, da bi prišle vsaj enkrat blizu, ker si to zaslužijo in da pač občutijo to slast uspeha. Zdaj mi nekako uspeli že kar z velikim tekmovalkam, upam, da še s kakšno. Da pa se naveževa zdaj malo bolj na same tekme na Ljubnem. Kako bi pokomentiral razvoj v bistvu tekem na Ljubnem? Ne samo svetovnega pokala, mogoče že prej celinskega, če si bil prisoten na kakšni tekmi. Vemo, da je gledanost velika tekme, tudi veliko obiskovalcev pride, ampak vseeno, kako bi ocenil ali pa kako ti vidiš ta razvoj, ki se dogaja na Ljubnem? Ja, vsekakor so tekme, tudi samo prizorišče na Ljubnem je raslo. Kvaliteta ponudbe, tudi zahteve samega svetovnega pokala so takšne, da je v bistvu moglo organizator oziroma samo prizorišče skupaj s svetovnim pokalom zrasti in zdaj na koncu imamo na Ljubnem kar lepo skakalnico. Zdaj, če bi šlo to še naprej v smeri, si vsi želimo, da na Ljubnem zraste v bistvu še večji center, da bi bila recimo ta skakalnica še bolj vabljiva, da bi mogoče bila zraven še sedežnica ali pa 120, tukaj ni 120-metrska skakalnica, tukaj ni nikoli meja. Zdaj, kar jaz vidim na Ljubnem je, ko se vidi, da smučarski skoki deklet tudi v Sloveniji nekaj pomenijo in to je res nekaj najlepšega, ko pride takšno število ljudi podpreti. Kdaj so te tekme recimo v tujini, tudi na Norveškem, ko pričakujemo, da so gor skoki, ne vem kako zelo popularni, res imajo mnogo odličnih centrov, pogojev, takšnih in drugačnih, telovadnic, skakalnic na različnih koncih, ampak ja, kar se tiče naroda, se mi zdi, da se na Norveškem predvsem ukvarjajo z smučarskim tekom. Tako delujejo, ampak ja. Ljubno je prav po moje zaradi tega, ker je v preteklih letih toliko vlagal kot organizator, pridobil si te tekme v novoletnem terminu. To se je nekako na koncu izkazalo, da je težko tudi za samega organizatorja. Termin, ki je na koncu januarja oziroma v februarju, je mogoče bolj dobrodošel tudi za gledalce na Ljubnem. Ja, novoletno turnejo so pa zdaj, oziroma po novem se imenuje Two Nights Tour, prevzeli Nemci.
V neki taki skromni obliki. Sam sem pričakoval, da bo to bistveno na višjem nivoju, da bojo pač priklopili dekleta fantom, da bomo mogoče imeli takrat mi tekmovalni dan, ko bojo imeli fantje kvalifikacijski dan in tako naprej. Pa smo načeloma ločeni, tako da zamenjamo prizorišče. A misliš, da ker imajo punce tekmo doma, da je to pripomoglo k razvoju ženskih skokov v Sloveniji ali da je mogoče to neko breme? Zdaj, če pogledam kot trener, vsekakor lahko rečem, da vsaka domača tekma pomaga pri razvoju ženskih skokov. Tukaj dobijo šanso skakati tudi mlajše tekmovalke, ko kvota se podvoji. Zadaj imamo ljudi, ki skrbijo za to, da šport živi. Zadaj imamo volonterje, ki podpirajo ta šport in potem takšno tekmovanje lahko zraste tudi v nekem tako majhnem klubskem območju, kot je Ljubno. Tam se pač vidi, da je to tekma bolj lokalnega nivoja, da so lokalni ljudje izredno prisotni, medtem ko se recimo v Planici vidi, da je to bistveno bolj projekt, državni projekt. Ja, in nekaj takih prizorišč, kot je recimo kot je Ljubno, je tudi v svetu, recimo Zao je tak primer in pa Šonah je tak primer in take tekme so vedno najljubše. Torej, letošnji termin je konec januarja. Meni je osebno najljubši termin za tekmo na Ljubnem, ker daš prvi del sezone skozi in če je slabši začetek, ponavadi se potem se tam obrne navzgor in je vse rešeno. Ni važno, je tekma na Ljubnem v isti sezoni, kot so velika tekmovanja, ampak ta tekma vedno ima posebno težo za tekmovalke. Kaj bi rekel, dober rezultat na domači tekmi sigurno da zagon tako kot za tekmovalke, tudi za ostali del ekipe. Lahko, ja, vsekakor lahko potegne. Jaz upam, da bomo v bistvu rezultirali že prej, ne smemo čakati na Ljubno. In ja, seveda tudi Ljubno je letos konec januarja, mi takrat pridemo iz težke turneje z Japonske. Zdaj predvsem upamo, da bomo zdravi, da bomo imeli energijo, vsekakor jo bomo na domačem tekmovanju dobili, da bo vreme v redu, da bomo mogoče lahko še kakšen dodaten trening na skrivaj naredili, ker bomo lih na domačem prizorišču, ker je skakalnica malenkost specifična in ja, da se nam dobro izteče. Je pa seveda to, ja, ta termin, kjer se sezona velikokrat lomi. Ima rezultat na domači tekmi kakšno posebno težo za tebe kot trenerja, ali je pač tekma kot tekma? Ja, to je, rečemo, po enem takem občutku za mene vsaj krat 2. Veš, kako je, ko smo osvojili prvo ekipno zmago kot ekipa doma na Ljubnem, ker nam prej 2 leti ni uspelo, pa nam je šlo v 3. leto potem skozi. Ja, vsekakor, ja, seveda, tam je potem prideš dol, spodaj je to Norija. Je norija, je bistveno več čestitk, domače tekme so bistveno bolj gledane. Ja, seveda, je pa tudi lepo zmagati
v tisti državi, iz kjer prihaja najmočnejša tekmovalka. Sigurno je še slajše, ampak to me je zanimalo, če ima posebno težo, glede na to, da res vrsto let se dober rezultat na Ljubnem ni šel. Vsi so bili že malo nervozni, sploh tekmovalke in tudi potem organizator posledično, ampak v zadnjih letih mislim, da so bile stopničke na skoraj vsaki tekmi. Ja, lansko leto smo bili skoraj že malo prekratki. Prej pa ja, ekipno smo v 3 letih dobili tudi, mislim, da so bile 3 tekmovalke do 6. mesta, ne, to so bili taki kar izredni uspehi. Bili smo močni, takrat smo pač bili tudi močna ekipa, lepo smo rasli. Vsekakor je pa to težko, da traja. Ekipa se je spremenila. Siguren sem, da so tekmovalke še sposobne tega doseči, ampak vse te stvari, vsa ta energija v ekipi se mora pač dogajati v eno smer in potem se zgodi. Če gledam na ekipo, vsekakor upam, da nam bo to še kdaj uspelo. Kot sem pa že prej omenil, no, verjetno to drugi težko gledajo in potem se stvari kdaj tudi malenkost obrnejo. Kakšen imate plan za naprej? Kakšen je osrednji cilj sezone? Tvoj cilj? Ja, zdaj imamo v bistvu naslednji teden, imamo Engelberg, potem imamo to neko domače državno prvenstvo. Predvsem bi rad, da čim prej pridemo do snega. Zdaj trenutno v Sloveniji ga še nimamo oziroma ne moramo doma na snegu trenirati. Predvsem bi rad, no, da imamo eno tako sproščeno sezono, ker pa da bi bile punce zdrave. No, to mi je letos v bistvu prvi cilj. Skakati znamo, to smo dokazali na treningih, na vseh treningih, pa če ni neke take sproščenosti, takoj si 2 razreda v avtu in potem se še bolj boriš in še bolj prihaja do neke napetosti. Mi moramo skakati tako, kot smo skakali prej, tako kot smo skakali poleti in potem bojo rezultati prišli. Saj ne, da govorimo, da ste slabo štartali v sezono, ampak mislim, da so bila pričakovanja zelo visoka glede na vstope v sezono pretekle in verjamemo, da bodo punce pokazale svoj pravi obraz. Kaj bi recimo ti sporočil puncam za mogoče za naprej, za sezono? Ja, vsak dan nem kaj sporočim, vsak dan smo skupaj, tako da ja, kakšnih posebnih navodil za v kamero Nimaš? Nimam, ne. Imajo svoje delo, imajo svoje cilje, želim, da se jim uresničijo najprej njihovi individualni cilji, vendar je ekipno delo v bistvu tisto, ki nas bo potegnilo in je bistveno več kot pa vsota vsake posameznice. Letos, če se ne motim, ste štartali v sezono s večjo ekipo. Ja, zdaj naša ekipa ima polno kvoto. Trenutno zraven sem povabil še mlajše tekmovalke in zdaj nas je 7, 6 tekmovalk, zdaj trenutno nastopa svetovni pokal. Ena tekmovalka je v avtu zaradi poškodbe na rehabilitaciji. To je ta številka, ki jo pač nekako moramo vzdrževati, je pa vsekakor dobrodošlo, če bi bilo teh punc več, če ima katera težavo, da bistveno lažje narediš kakšno menjavo.
Vemo, da imamo tudi precej močno mladinsko ekipo, potem je pa ta razkol med mladinsko ekipo in pa A reprezentanco trenutno še toliko velik, da ne moramo tvoriti B reprezentance, ki bi bilo mogoče že v tem primeru nujno, da ne bi izgubljali tekmovalk. Ampak ja, zdaj imamo nekako srečo zaenkrat še, da sta dve tekmovalki, Taja Bodlaj, ki je v bistvu bila že lansko sezono članica A reprezentance, pa letos še Ajda Košnik, ki je res izredno mlada, da je pač nekako rezultatsko priklopila A reprezentanci, tako da pač, ko gremo v svet, zgledamo kot močna ekipa. Ja. Kako bi rekel, da sta se Ajda in Taja znajdli na tem najvišjem nivoju? Rezultatsko pač vidimo, da sodita zraven, ampak vseeno sta mladi. Kako jih vidiš mogoče proti ostalim, ki so že bolj upeljane v ta sistem? Jaz mislim, da nimajo kakšnih posebnih težav. Tudi že odprej so pač navajene te punce trenirati vsak dan. Mogoče je tukaj, kar je tizga, kar nekaj več odsotnosti od šolskih obveznosti, ampak vse skupaj poskušamo narediti tako, da je ta dvojna kariera nekako omogočena, da če tekmovalka vpraša, da bi pač šla na izpit, jaz tukaj nimam nobenih ovir. Trening se da narediti vsak dan, če ga narediš, tudi če ga narediš majčkeno drugače, te zato nobeden ne bo vlekel za ušesa, če imaš svoj cilj, do kje moraš priti jasen. Te male tekmovalke imajo izredno dobro sliko, izredno dobro učno podlago, kaj je treba narediti, ker recimo tekmovalka tipa Nika Križnar, Ema Klinec, tudi še vedno zelo mlada Nika Prevc. To so tekmovalke, ki pač so z glavo pri stvari in točno vejo, kaj morajo narediti. In če nisi tukaj blizu z glavo, z delom, s pristopom, so se danes smučarski skoki razvili do te mere, ja, da te pač ni več zraven, tudi če si dober tekmovalec. Ampak mislim, da glede na to, da imajo zelo dober vzor obe dve, oziroma vedno lahko trenirata z najboljšimi tekmovalki, v bistvu tekmovalkami svetovnega pokala. Misliš, da je to dodatna spodbuda oziroma da veliko lažje pridejo zraven kot mogoče tekmovalke drugod po svetu? Eni rabijo malo dalj časa, eni rabijo malo manj. Jaz pač mislim tukaj, da če tekmovalka ve, kaj ima za narediti, ko se enkrat počuti dovolj močno, lahko to naredi. Da si dovolj močan, moraš pač 10 let zelo dobro pa pravilno trenirati, tako kot vsako stvar. In takrat nekje pri 16-17 letih, če so bile te zadeve v štartu res dobro zapeljane, že lahko kažeš vrhunske rezultate. Mogoče imajo nekatere v sebi mnogo, pa so plahe, preplašene in tukaj so pa tudi drugi dejavniki, ki te ovirajo, da dosežeš tisto svoje, ker pač imaš neko oviro, preko katere sam ne moreš, je pa mogoče zelo lahko rešljiva. Ampak takrat, ko ti to uspe, rečemo, da si šel preko sebe. No, jaz osebno mislim, da v Sloveniji za podmladek se nimamo bati, saj proti nekaterim ostalim velikim nacijam, kar kaže na tvoje dobro delo in dobro delo vseh ostalih trenerjev v Sloveniji. Mogoče bi še svoje pomočnike trenerja pohvalil ali jih ne bi pohvalil? Vsekakor. Mi smo zdaj prišli na en
tak nivo, da se imamo dobro, da lahko normalno treniramo, da lahko v bistvu na tekmah normalno funkcioniramo. Prej smo bili vedno v mankatu, zdaj imajo tekmovalke ta support, ki je na tekmah potreben, zagotovljen. Vsekakor nisem sam, ekipa je sestavljena še iz mojega dolgoletnega pomočnika Anžeta Lavtižarja, tak lojalen fant, priden. Potem kasneje se je priklopil Gaber Arh, to je bivši tekač na smučeh in pa biatlonc. On je v bistvu prevzel takrat vlogo fizioterapevta in serviserja. Potem smo poskušali še s četrtim človekom, pa smo imeli 2-3 leta malenkost malo smole. V redu, ja, nam je šlo v redu, ampak so imeli ljudje druge cilje, tako da zdaj imamo novega fizioterapevta, to je Lojze Petek, v bistvu bivši skakalec tudi. In ja, mislim, da zdaj lahko delujemo dobro, tako na treningih kot na tekmovanjih, vsekakor so pa še druge stvari, ki jih je potrebno urediti. Hvala lepa, ker si vzel čas in sodeloval v Ljubno podcastu. Želim vam srečno sezono naprej in upam, da bo uspešno. Ja, hvala lepa tudi tebi, Špela. Teh 45 minut je bilo tako cak-pak. Če je bilo to 45 minut, sem res presenečen. Hvala. Hvala, ker ste spremljali današnji podcast. Da pa ne boste zamudili naslednjega, se pa naročite na Ljubno podcast, da slučajno česa ne zamudite.